Ja, še enkrat pozdrav vsem. Organizatorji so me določili, da bom nekaj povedal na začetku, da bom pomagal voditi tisto zaključno okroglo mizo in da naj še nekaj malega povem na sredini. Zdaj, na to, da je bil začetek zelo kratek, omejen sem bil na 15 minut, niti nisem pravzaprav se predstavil, zakaj sem sploh tukaj, s čim se ukvarjam. Za razliko od večine ostalih, ki so tukaj nastopali, film ni moje osnovno področje, jaz sem ljubitelj filma, sicer se ukvarjam s teorijo vzgoje, v anglosaškem svetu bi temu rekli filozofija vzgoje, se pa že več kot 10 let, ne samo teoretično, ampak tudi preko različnih praktičnih projektov ukvarjam z vprašanjem, kako izpeljati in kaj lahko dosežemo s pomočjo različnih umetniških praks znotraj pedagoških procesov. Večinoma sem eksperimentiral sicer z vrtci, še največ zaradi tega, ker sem tam bil najprej povabljen, pa tudi zaradi tega, ker je seveda sam vrtčevski program dovolj odprt, da ni bilo potrebno iskati nekih niš, kot recimo kolegica Mirjam Kalin to kazala, ko je treba si izmisliti nek kulturni dan, pa neko izven kurikularno aktivnost, pa potem ne vem kako pripraviti učitelje, da v pouk vključijo že kakšno tako temo, v vrtcu lahko pravzaprav z nekim problemom, ki ga s pomočjo umetnosti obdeluješ, delaš ure in ure, dneve, tedne, včasih tudi mesece, in seveda potem lahko nastane marsikaj zanimivega. Ampak na tem mestu bi vam rad pravzaprav predstavil samo nekaj osnovnih idej, ki so povezane pravzaprav s sodobnimi vzgojnimi teorijami. Teorije, ki sem si izbral po nekem ključu, da so nastajale tam nekje, rečemo temu, od 90-ih let naprej, se pravi, da gre res za neke novejše ideje in izbral sem jih po drugem ključu, da izpostavijo določene momente v vzgoji, ki so zelo pravzaprav sorodni temu, kar smo poslušali tukaj v zvezi z filmsko vzgojo. Se pravi, obstaja neka bližina med pedagoškim načinom razmišljanja v nekaterih pristopih in pa vsem tistim, kar pogosto recimo ljudje, ki se ukvarjajo z posredovanjem umetniških izkušenj, pogosto tudi intuitivno zaznajo kot tisto prednost, ki jo imajo umetniški jeziki pred kakšnim drugim načinom, recimo posredovanja nekih informacij ali pa vzbujanja občutljivosti za nek problem, pa naj gre za znanstvene razprave, filozofske debate, politične predstavitve in tako dalje. No, če vzamemo za izhodišče, pravzaprav najprej prvi citat, potem pa druga dva, bomo videli pravzaprav, da se danes znajdemo v enem zelo čudnem prostoru. Na eni strani nas seveda teoretiki, ki se ukvarjajo, recimo tukaj sem zbral področje filmske vzgoje, opozarjajo na to, da lahko s pomočjo umetnosti, kakršen je film, dejansko pridemo v stik z določenimi izkušnjami, z določenimi problemi, do katerih bi pravzaprav z drugimi mediji bistveno težje vzpostavili kontakt. Se pravi, umetnost nas lahko senzibilizira, nas lahko naredi občutljive za določene detajle, ki jih v nekem bolj suhem strokovnem jeziku sicer prepoznamo, se znamo pravzaprav argumentativno odločati za in proti, ne moramo pa vzpostaviti do njih tega bolj osebnega, angažiranega stališča. Po drugi strani lahko rečemo, da v zadnjih 20, mogoče celo 30 letih se v mednarodnih dokumentih množijo silne razprave o tem, kako je vzgoja z umetnostjo pomembna, podpirajo jih Evropska skupnost, pa OECD, pa UNESCO, pa ne vem kdo še vse, ampak ko začnemo gledati pravzaprav kakšne argumentacije stojijo izza teh silnega navdušenja nad vzgojo z umetnostjo, ugotovimo, umetnost je dobra, ker bomo, če se ukvarjamo z glasbo, tudi boljši pri matematiki, ker bomo razvili to kompetenco, pa ono kompetenco, pa tretjo kompetenco. Argument, da je umetnost pomembna zato, ker je pač to eden najbolj temeljnih načinov človeškega izražanja, da je umetnost pomembna zaradi same sebe,
Se pravi, argumentacija, ki se je v Evropi ustalila tam konec 19. začetku 20. stoletja, je preprosto v teh dokumentih ni. Ali pa je zapakirana tam nekje v zadaj, čisto na dnu, češ, tudi to je pomembno, vendar, če boste prijavljali nek projekt, če boste iskali financerje, morate pravzaprav z nekimi inštrumentalnimi cilji dokazovati, da je to, kar počnete, da se splača. Zato sem izbral naslednja dva citata. Prvi je od znamenitega psihologa Jeremija Brunerja, ki se je veliko v življenju ukvarjal recimo s pomerom tudi kakšne druge vednosti, ne samo matematične ali pa formalno logične, recimo on je razvijal koncept narativne vednosti in se v svojem delu recimo sprašuje, zakaj se v šolah ne učimo o Aristotelovem konceptu peripetije enako kot o Pitagorovem izreku. Kdo je odločil, da je neka matematična logika toliko pomembnejša pravzaprav od sposobnosti vstopiti v neko zgodbo, v neko pripoved in iz nje pravzaprav izluščiti pravzaprav pomen, smisel. To, s čemer se v resnici umetnost ukvarja. No, drug izrek je nekoliko novejšega datuma, njegov avtor je tudi eden bolj razvpitih, da tako rečem, znanih vzgojnih teoretikov današnjega časa, Gerd Bista, ki je v čisto novi knjigi o umetnosti in pomenu umetnosti v vzgoji zapisal, kje je raziskava, ki kaže, da bomo postali boljši glasbeniki, če se bomo učili matematiko, in boljši plesalci, če se bomo učili fiziko. Zakaj zadeva vedno obrnjena? Zakaj moramo dokazovati, da smo mi pomembni zaradi matematičnega znanja, fizikalnega znanja, znanja recimo političnega argumentiranja in tako dalje. Seveda, to jemljem kot izziv, praktičnem smislu tudi zaradi tega, da ko prijavljamo projekte in se moramo na nek način podrediti temu, da bomo dokazovali z nekimi kazalniki, katere kompetence vse bomo razvijali, da vendarle imamo v ozadju pravzaprav neko skrito agendo in da nas zanima pravzaprav delo z umetnostmi zaradi umetnosti samih. In da poskušamo pravzaprav to uloviti tudi, ko razmišljamo recimo o merjenju učinkov, kar je pravzaprav ena od tem te konference. Če je bil kdo od vas na lanskem kulturnem bazarju, se boste spomnili, da je bil uvodni predavatelj en zelo znamenit angleški avtor, Paul Collar, ki je dejansko v Veliki Britaniji naredil velik boom z svojimi pravzaprav povezavami med kulturnimi institucijami in šolami in na tak način promoviral pravzaprav idejo, da so umetniki začeli pravzaprav prihajati v šole, izvajati svoje aktivnosti. Potem ga je počasi ta politika malo dala na stran, naredil je mednarodno firmo in očitno je, da se zdaj seveda v mednarodnem prostoru bori za sredstva institucij, ki sem jih prej omenjal, OECD-ja in tako dalje. In seveda v njegovem predavanju pravzaprav je bila na prvem mestu ideja, ukvarjajte se z umetnostmi, da boste razvili tiste kompetence, ki jih potrebujejo kreativne industrije v 21. stoletju. In potem jih je našteval: radovednost, ustvarjalnost, domišljija, delovna disciplina, sodelovanje. Skratka, gre za nek besednjak, ki zelo jasno pokaže, kje so danes težišča. Seveda, imamo pa avtorje, ki temu nasprotujejo, ki poskušajo z nekimi novimi argumentacijami vendarle opozoriti, da je v umetnostnem izrazu nekaj, kar je pravzaprav z vidika podpore posameznikom v razvoju, z vidika vzgojnih prizadevanj praktično nenadomestljivo. Tukaj omenjam Petera Eppsa in ponovno Gerda Bisto, ki pa pravzaprav ob tem opozarjata, da ne smemo nasesti na ta štos, da rečemo, ja, pomembno je, da bomo si kakšen še dober film pogledali v šoli, ali pa da bomo otroke peljali na kakšno gledališko predstavo ali pa kakšno razstavo. Vedeti moramo tudi pravzaprav, kaj želimo s temi vsebinami narediti.
Oba pravzaprav izpostavljata tezo, da je znotraj pravzaprav predvsem dveh procesov, ki sta značilna za 20. stoletje. En je bil utilitarizem, ki smo ga že spoznali, ne, se pravi, korist je tista, ki nekako usmerja naše početje z umetnostmi, drugi pa je bil pravzaprav progresivizem. Ne. Se pravi, tisto geslo vse v korist otroka, v njegovega razvoja so pravzaprav v svoje roke vzeli psihologi, ne, ki so pravzaprav malo kot ne iz ukvarjanja z umetnostjo naredili pač neko orodje, recimo, ki razvija zmožnost lastne ekspresije, izražanja glasu, pomenov, identitete, vse to pa so danes pravzaprav gesla neoliberalizma. Ne. Se pravi, ideja, da je umetnost nosilec nekih pomenov, neke drugosti, ne, ki je v kulturi prisotna in ki je znanosti in druge stroke ne bodo mogli afirmirati na tak način kot umetnost, ki je prisotna v vrhunskih delih umetnikov, te ideje pravzaprav v argumentacijah, ne, čemu vse služi umetnost, zelo redko zasledimo. Ne. Zato Gerd Bister v zadnji knjigi zapiše, da na eni strani umetnost zaradi umetnosti izginja v šoli, na drugi strani pa tudi vzgojna funkcija umetnosti izginja. Umetnost je samo še eno od komunikacijskih sredstev. Dajmo se naučiti narediti videoklip, da se bomo bolj predstavili na Facebooku. Ne? Dajmo, kaj se jim prebrati, kakšno delo, da bomo lažje izrazili svoje stališče in ga zagovarjali v neki resni debati. Ne? To so dost nevarne redukcije. Nočem trditi, da je to nepomembno. Hočem povedati, da pravzaprav, če se vrača pa spet nazaj k tezi umetnosti zaradi umetnosti, ne, moramo vendarle imeti v mislih tudi tisto magično vprašanje, pa kaj je zdaj tisto sporočilo, tisto glavno, ne, zaradi česar nas nek tak medij ali pa neka konkretna umetnina zanima. No, dajmo si zelo na hitro pogledati, ne bom vas utrujil s teorijami, teh je ogromno, ampak vendarle nekaj takih pravzaprav zanimivih idej. Ne. Recimo tam po letu 2000 v ZDA pod vplivom predvsem idej ruskega teoretika Mihaila Bahtina nastane močno gibanje za tako imenovano dialoško pedagogiko. Bahtin je sicer bolj znan po svojih literarno-teoretskih razpravah, tudi v slovenščini imamo kar nekaj tega prevedenega, malo manj je znano, da se je ukvarjal pravzaprav z teorijo dialoga. Ne samo dialoškosti pravzaprav kot tak, ampak tudi dialoškosti v sami umetnini. In ena ključnih seveda idej, ki jih odpira Bahtin s to svojo teorijo, je, ali lahko v vzgojni interakciji dejansko govorimo o pravem dialogu. Tu ne mislim na disput, ne mislim na debato v tem pomenu, kot ste jo vi predstavljali pred mano. Ne? Ker disput je nastal pravzaprav kot oblika spopada dveh argumentov, ne, in vprašanja, kdo bo pravzaprav po nekih formalnih in drugih kriterijih v tem spopadu zmagal. Dialog pomeni pravzaprav to, da se lahko dve ali več oseb ali pa ena oseba, ki je v dialogu z nekim drugim virom spoznan, povežeta pravzaprav glede tistih najbolj temeljnih ontoloških interesov vprašanj, ki ju določata. Ne? In če pravzaprav to primerjamo z tezo, s katero sem začel to uvodno predavanje, da film ustvari gledalec, seveda ustvaril ga bo samo, če bo tisto, kar vidi, nekako rezoniralo z tistim, kar se v njem pravzaprav dogaja, kar je njegov temeljni eksistencialni in ontološki interes. Ne? Če mi v vzgoji ne ponudimo neke vsebine, ki se otroku zdi pravzaprav privlačna, ker ga nagovarja glede njegovih nekih temeljnih vprašanj, se to preprosto ne more zgoditi. Druga taka zanimiva pravzaprav pedagoška teorija, ki je nastala v Reggio Emiliji
Kolega Jan je omenjal Lorisa Malagucija v svojem prvem predavanju. On je bil začetnik pravzaprav nekega vzgojnega dela s pomočjo predvsem likovnih umetnosti. Na začetku je to svojo pedagogiko poimenoval dialoška pedagogika, ampak Carlina Rinaldi, ki nadaljuje njegovo delo po njegovi smrti, je v sredi 90-ih let napisala pravzaprav eno delo o pedagogiki poslušanja. To je druga taka za nas zanimiva, rečemo temu vzgojno-teoretski pristop. Nekaj trditev. Poslušanje sogovornika je izražanje dobrodošlice, odprtosti za različnost, pozitivno sprejetje pomena pogleda druge osebe. Od nas zahteva globoko zavedanje in hkrati suspens lastnih stališč in predvsem predsodkov, zahteva pripravljenost na spremembo. Ko to pedagogiko povežemo recimo z etiko Emanuela Levinasa, dobimo pravzaprav eno mrežo, ki je spet pravzaprav zelo atraktivna, če jo primerjamo recimo z ključnimi dimenzijami filmske vzgoje. Zdaj, tukaj omenjam tezo Alena Bergalaja, da nas film pripravi do tega, da delimo izkušnje, ki bi nam brez njega ostale tuje, da nam daje dostop do drugosti. Mogoče bi tu dodal še nekaj, kar se je na tej konferenci nekajkrat izkazalo. Bistvo dobrega, rečemo temu otroškega, mladinskega filma je, da pravzaprav je delan ne iz gledišča tega, kako mi vidimo otroka, ampak iz pozicije pravzaprav otroka. Seveda, da bi režiser to lahko naredil, sta Petra in Barbara povedale, to so besede režiserjev vrhunskih filmov, mora najti stik s svojim lastnim otroštvom. To, da mi razmišljamo, kaj bo otrokom všeč, ni pravo izhodišče. Izhodišče je, da pravzaprav poiščemo pravzaprav spomin na tiste strahove, dileme, ki so nas določali in jih pravzaprav ponudimo v premislek pravzaprav današnjim generacijam. Sam sem sred prvega desetletja novega tisočletja razvil pravzaprav na podlagi eksperimentiranja na področju moralne vzgoje in pa tudi tega dela z umetnostmi idejo celovitega induktivnega vzgojnega pristopa. Zakaj mi je bila indukcija zanimiva? Zaradi tega, ker je v metodološkem smislu indukcija točno tisti pristop k dojemanju nekega problema, ki je značilen za umetnosti. Za razliko od seveda filozofije, ki štarta iz neke vnaprejšnje deduktivno postavljene teoretične ideje, umetnost pravzaprav svoja vprašanja in rešitve upodablja. Se pravi, umetnost predstavi nek konkreten posamičen primer možne rešitve. Ko se bomo v to zgodbo uživljali ali pa se preizkušali, kako bi bilo, če bi se jaz našel v tej situaciji, pa bomo pravzaprav iz te posamične situacije preprosto postopoma zgradili nek konceptualen obči pomen, smisel. Se pravi, da je od Aristotela naprej znano, da umetnost pravzaprav je nekako komplementarna filozofiji in seveda tudi kasneje umetnosti. In to velja do danes. Znanost seveda je nenadomestljiva s tem, da pravzaprav opiše stvari take, kot so. Filozofija, da si izmišljuje pač neke možne scenarije, kako bo neka stvar potekala. In umetnost, da zastavlja vprašanja po smislu, po pomenu. In tega z nekim drugim načinom mišljenja nikoli ne boste mogli odpreti tako prepričljivo kot z umetniškimi upodobitvami. No, še zadnjo tezo, da predstavim, to je teza mojega kolega, predhodnika na istem področju, ker sam delujem z Zdenka Medveša, mimo grede, on je z Mirjano Borčič v 50-ih letih tudi pomagal poganjati dejavnost iz področja filmske vzgoje. No, on pravi, da je zanj pravzaprav vzgoja komunikacija z vrednotami. Vzgoja ni stvar tega, da nam nekdo postavlja pravila
meje, ki jih moramo sprejeti, potem se pa pač lahko, počasi bomo pa vedeli, zakaj je tako dober. Vzgoja je pravzaprav situacija, v kateri, kot je Jan omenil, mora biti malo anarhije. Anarhija nam omogoči, da skomuniciramo z možnimi vrednotami in pomeni, da jih preizkušamo. Ker dokler jih ne preizkusimo, so nam lahko vsiljene in s takimi bomo pač počeli tako, kot bo situaciji primerno. Ko jih pa lahko stestiramo, ko z njimi skomuniciramo, ko pridemo do nekih pomenov, se bodo usidrali v nas kot neka naša notranja vodila. Vrednot ne morete strpati v nekoga, ne morete jih ponotraniti. Lahko jih samo zgradite. Če ste izzvani, nagovorjeni, pravzaprav z enimi sugestivnimi pač situacijami, podobami, mediji in spet smo pravzaprav pri veliki vrednosti, ki jo ima lahko umetnost. No in da zaključim ta kratek sprehod po teorijah z trditvijo, ki se mi zdi, da najbolj ustreza temu, s čimer se vi ukvarjate, to je vzgojo z umetnostmi, to je trditev Paula Ricoeurja, ki pravi, da je najbližja pot do sebe preko drugega. Vsaj za evropsko tradicijo sem trdno prepričan, da to velja. Sam si težko predstavljam, da bi z nekim meditativnim poglabljanjem vase prišel pravzaprav do odgovora na vprašanje, kdo sem, kaj želim, kakšne relacije bom stopil in tako dalje. Če se hočem spoznati, se moram začeti opazovati v dialoških situacijah. Takšen, kot se pokažem v neki dejavnosti, v nekem odnosu, takšen resnici sem. Se pravi, da je drugi tisti, ki mi omogoči dostop do lastne resnice. Ta drugi je lahko realni drugi, lahko pa je dobro upodobljen drugi, avtentično upodobljen drugi in to je tisto, kar dela umetnost. Zato tudi sam pravim, da je umetniška izkušnja nekje na sredini med neko teoretsko razlago in med nekimi pragmatičnimi, posamičnimi pač resnicami, ki jih prepoznamo v neki konkretni situaciji. Je nekje vmes, je v bistvu v doživljanskem smislu popolnoma prava, avtentična izkušnja, čeprav se dogaja v moji domišljiji. Ampak spet, če se potopim v to zgodbo, če me ta zgodba najprej potegne, ker naslavlja eno od mojih vprašanj, potem je pravzaprav tisto, kar sem iz te zgodbe naučil, enako pomembno, včasih bolj kot to, kar se naučim iz konkretnih poskusov in zmot in napak, ki jih delam v svojem pač konkretnem življenju. Zaključil bom da bom še enkrat pokazal tisto začetno shemo, s katero sem uvodno predavanje začel s tem, da bom poskušal nekoliko pokomentirati. Zdaj moram priznati, da je ta shema nastala, da sem imel v glavi predvsem delo z filmskimi vsebinami, s tistimi bolj klasičnimi vsebinami, ker ima film neko relativno prepoznavno narativno strukturo, kjer gre za to, da skomuniciramo pravzaprav z nekim filmom, ki je bil ustvarjen za določen tip gledalcev. To ne pomeni, da se mi ne zdi recimo delo recimo z eksperimentalnim filmom ali pa z praktičnim recimo poskusi delati svoje zgodbe pomembno. Enako pomembno se mi zdi, ampak pač jaz sem se oprijel ene od takih struktur, ki je konec koncev tudi tista, ki jo najpogosteje srečamo recimo v institucijah, kakršna je ta, ali pa recimo v šoli, ko priredimo projekcijo enega filma, ki ga ocenimo za kakovostnega in moramo potem seveda iz tega narediti cel paket, cel dogodek, kot vi to delate, kar pomeni najprej neko pripravo na to, da se bo nekaj sploh zgodilo, kvaliteten ogled, filma v ustreznih pogojih in potem neke dejavnosti, ki bodo ta sporočila pravzaprav na ustrezen način podprle. Zdaj prvo, kar smo srečevali pri mnogih govorcih na tem posvetu, je to, da je seveda kakovost filmske zgodbe
pravzaprav povezana predvsem s tem, ali na film odpira zadost različnih možnosti, recimo za razmislek. Preveč zaprte zgodbe, preveč tendenciozne zgodbe, s preveč očitnimi sporočili, preprosto za tak tip dela niso primerne. Film, kot bi rekel Jan, verjetno mora imeti dosti jasno strukturo, ampak hkrati veliko možnosti za sprehajanje po različnih drugih scenarijih, ki so možni. Druga točka, vstopanje v imaginarni svet filma preko zaznave in doživetja drugega v zgodbi mora segati onstran utečene percepcije najbolj izpostavljenih gest, dejanj, naprejšnjih interpretacijskih shem. To je zelo pomembno, pravzaprav, da ne zapademo v skušnjavo, da bi recimo pripravo na ogled filma razumeli kot neko naprejšnjo predavanje o temi, ki jo film odpira, ali pa naprejšnjo opozarjanje na neke točke v strukturi zgodbe, da jih kdo ne bo spregledal. Ne gre za to, gre bolj pravzaprav za to, da lahko zgodbo postavimo v nek kontekst, ali vsebinski, ali estetski, da pravzaprav so otroci nekoliko pripravljeni na to, kaj jih čaka. Kaj bodo znotraj pravzaprav te predstavitve dobili zase, pa naj odkrijejo sami in seveda mi bomo kasneje pomagali poglabljati pravzaprav te vtise v neke bolj povezane strukture. Ne, da jih bomo razlagali, ampak z pametno zastavljenimi vprašanji lahko to dosežemo. Zdaj, seveda, pa ne vem, ali je preskočil. Se je v redu. Ne, se je v redu. Ni, je v redu. Ko smo enkrat si pogledali film, sem omenil pravzaprav, da se nekako ob tem, ko smo vstopili v zgodbo, dogajata dva paralelna procesa. Eden je ta proces sedimentacije, ko torej nam zgodba prinese pravzaprav neko sporočilo, ki ga je pač umetnik zapakiral vanjo, hkrati pa nas mora zgodba pritegniti na način, da se sproži ta obraten proces inovacije. Tu sem jo nekako razdelil po pravzaprav istih strukturah, kot jih je Morin omenil glede svoje teze o magičnosti filma. V zgodbo se lahko vključimo tako, da se identificiramo z vlogo drugega, recimo, to je tip vprašanj, se ti je zgodilo kaj podobnega kot junaku, ali lahko to povežeš s sabo, ali da sebe projiciramo v zgodbo. In recimo to so vprašanja v pogovoru tipa, kako bi se sam počutil, če bi se znašel v podobni situaciji. Seveda gre za neko povezano logiko, ampak vendarle s takimi finimi nijansami dosežemo večji, pravzaprav ta oseben angažma gledalca z pač vsebino, ki jo je zaznal. In ne gre pozabiti, da je izjemno koristno, če to počnemo v skupini. Ne ena na ena, ker se v primerno veliki skupini pravzaprav se bo vsak gledalec soočil že med gledanjem z dihanjem, neverbalno komunikacijo, odzivi na vsebino in seveda v debati potem z različnimi drugačnimi pogledi, z opozorili na neke druge detajle, ki jih je sam spregledal in bo iz tega lahko sestavil seveda bistveno bolj kompletno sporočilo recimo samega filma. Seveda, končamo običajno, ali pa saj poskušamo končati na nek bolj produktiven način, najbolj produktiven način seveda za filmske zanesenjake je vstopiti v svet upodabljanja lastnih filmskih zgodb. Sam bi temu samo dodal, ali seveda v pravem filmskem mediju ali pa v svoji domišljiji. Hvala lepa.